Jaz sem Andrej slišal, da so ful inovativni. Ne vem, meni se to zdi tradicionalen, ampak ja. Ne, mislim, da se vidno tako v tem, kar razlagaš, da ste kot posel zelo inovativni oziroma zelo v to veliko tega vlagate. A to imate, ne vem, tako inovativnost, ki predstavljam se, da se ti industrija zelo spreminja, pa meroslovje se ti vsem spreminjajo se ti aparature, s katerimi delaš, software, s katerimi delaš ves ta del. Kako v bistvu ta inovativnost vzdržujete, upeljujete v cel biznis? To je pa nekaj, kar je v bistvu začel že moj oče, da je bil vedno zelo odprt za neke nove ideje. In eden izmed naših produktov je nastal na način, da je eden izmed zaposlenih pač potreboval v laboratoriju konstantno spremljanje temperature. Avtomatsko, ne da je treba vsako uro iti pa rezultat beležiti ročno. No in potem je on to razvil in začel upeljevati v naših laboratorijih in potem so prišle stranke, ker pogosto gostimo stranke v naših laboratorijih in so rekli, da je to zelo zanimivo, da bi oni tudi imeli in tako je nastal naš prvi produkt. Skratka, dati priložnost ljudem v podjetju, da so inovativni, da tukaj ne zaviraš, seveda več kot nas je, moramo držati neke smernice, ne moramo pustiti, da vsak razvija nekaj svojega, ampak predvsem dati priložnost ljudem. Tukaj bi mogoče izpostavila, ker sem prej rekla, da rada vključujem različna mnenja. Tudi jaz se z vsakim zaposlenim vsako leto dobim na letnem pogovoru in jaz tam razberem, kaj so njihove potrebe, vidiki, pogledi. In če vidim priložnost, da je njegov potencial ni polno izkoriščen, to takoj predam naprej. Seveda imajo pa tudi vodje potem svoje pogovore, ali je to na mesečni ali pa večmesečni bazi. Dejansko se pogovoriš z vsemi? Dejansko se pogovorim z vsemi. Sicer imam tukaj tudi en del digitaliziran, če se malo pohicam. Vsak prej izpolni vprašalnik, preden pride do mene, potem ta vprašalnik oceni tudi njegov vodja, ampak jaz ga uporabljam samo, če vidim, da so na katerem od vprašanj velike razlike. Ne vem, pri delu sem motiviran, pa da se zaposlen označi 1, vodja pa z 4. Potem tukaj že začne malo spraševati, kaj se dogaja. Skratka, to orodje mi je zgolj kot neka priprava. Preberem, preden pride zaposlen na pogovor, ampak bolj je pa tudi na tem nivoju krepim pogovora. Malo smo se prej dotaknili ene teme izkušnje. Eno izkušnja do stranke, da zdaj pa ti zagotavljaš tak servis, moraš imeti pa tudi izkušnjo v podjetju. Res dobro, se pravi, kako to skrbite, da to, zdaj si že malo omenila, kje to zaznaš, pa vidiš, da je to razlika, da so tudi res zaposleni motivirani, da čutijo to poslanstvo, ki ga imate, ki ga prenašate naprej do končnih strank. Kako to izkušnjo, ne vem. Ja. Meni je prav neko posebno poslanstvo to, da imamo zdaj in naprej, ker je vedno delo okrog tega, delovna mesta, ki ljudi motivira, s katerim delom so zadovoljni. Meni je že to počutje v podjetju ključnega pomena. Plača je pač higienik, mora biti, ampak jaz se o plači rada pogovarjam enkrat letno. Pač jaz ne želim, da je konstantno, morate vedeti, da pri 200 zaposlenih je to zame osebno pač preveč debat in preveč izgubljenega časa. To je higienik, potem kar vpliva na plačo je potem mesečna ocena njegovega vodja, mesečna realizacija, pa tudi ima vodja nek določen budžet, ko lahko sam razporedi med zaposlene. Ampak kar je pa več, je pa to, da imajo ljudje okolje, v katerem se zelo dobro razumemo, veliko damo na razne team buildinge, na ne vem, piknike, večerje in tako na izlete. Predvsem pa pri temu rednemu delu, ko pride do raznih družinskih situacij, da imaš razumevanje, da pač
tudi družinsko ali pa privat življenje vpliva na delo. No. Mogoče smo včasih preveč tolerantni, ampak jaz rada delam na tak način, kot bi si jaz želela, da sem obravnavana v podjetju.